Kako najbolje začeti dan? Če vprašate člane skupine Šole zdravja, ki vsako jutro vadijo pred medgeneracijskim centrom na Bledu, je odgovor: z redno jutranjo vadbo na prostem. V avli se zberejo nekaj minut pred začetkom, z vadbo 1000 gibov Šole zdravja pa začnejo točno ob 8. uri. Najprej s tekom okrog centra za ogrevanje. Čeprav malce hladno, je bilo jutro odlično za vadbo. V 30 minutah smo razgibali celo telo od vratu do prstov na nogah. Z redno vadbo 1000 gibov krepimo telo in duha, širimo krog znancev, pridobivamo nove prijatelje, poudarjajo v društvu Šola zdravja, kamor sodijo tudi 3 skupine vadečih v blejski občini. Vadbo, priljubljeno po celi Sloveniji, so na Bledu predlagali udeleženci delavnic v medgeneracijskem centru. S predlogom, da v sosednjih občinah tudi telovadijo v Radovljici, v Lescah, in potem so prišli z idejo, zakaj ne bi tudi pri nas, ker v bistvu Šola zdravja deluje na več kot 200 lokacijah, cirka 4000 članov imajo. In ker je v bistvu bila taka potreba strani vadečih, sem rekla, no pa probimo tudi pri nas, in so se te skupine dobro obdržale in še vedno telovadijo od leta 2017. Pred 5 leti je prva skupina začela telovaditi na igrišču osnovne šole v sodelovanju z društvom upokojencev, in potem smo v septembru se preselili pred ledeno dvorano. Potem pa je postala potreba tudi strani Bohinjske Bele, tako da smo v roku enega leta tudi ustanovili še eno skupino na Bohinjski Beli. In zdaj, odkar smo v novih prostorih v medgeneracijskem centru Vezenine Bled, je zopet postala potreba, da ustanovimo še 3. skupino. Namreč tukaj so tudi oskrbovana stanovanja in smo se malo povezali tudi z njimi, nekaj oseb iz stare skupine Šola zdravja, ki so telovadile pred ledeno dvorano, so se tudi pridružile tej skupini, tako da zdaj od decembra dalje delujemo na 3 lokacijah, tako da ste vabljeni vsi, da se pridružite na vse 3 lokacije. Vsako jutro od 8. ure vabljeni na lokacijo pred ledeno dvorano, pred medgeneracijski center Vezenine Bled ter na Bohinjsko Belo. Najmlajša udeleženka v skupini ima nekaj čez 50 let. Na vadbo pa pride, preden začne delovni dan. Najstarejša gospa, ki redno vadi skupino, ima 86 let. Udeleženci poudarjajo številne dobre plati vsakodnevne redne vadbe. Ko sebe daš na prvo mesto prioritet in ko zjutraj vadiš na svežem zraku, v družbi, in sicer v družbi žensk, ki obvladajo prave gibe, pravo dihanje, je to užitek. In komaj čakaš jutra, da greš. In tako, ki Boris rekel, drži nas to po koncu, to je koristno. Mi smo stari 50+, 60+, in to je za nas zdaj pomembno. Zdaj smo končno mi pomembni. In to je to. Ko sem hodila tle mimo, pa sem gledala telovadke. Še prej sem hodila mimo, pa sem gledala tele domove za starejše, oziroma ne domove, te hiše za starejše. Pa me je pa enkrat prijateljica kar not potegnila med telovadke in evo, zdaj sem pa tukaj. In kako se počutite tukaj? Odlično. Odlična družba je perfektna. Poleg telovadbe se odprejo še druga obzorja, drugače gledaš na življenje in ni te strah starosti. Uganke, zakaj moški redkeje zahajajo na tovrstno vadbo, tudi z gospodom Borisom nisva razrešila. Je pa sam svetav zgled moškim, vreden posnemanja. Dejstvo je, da kjerkoli je kakšna šola zdravja, ne glede na kraj, ne. Jaz sem v Bohinju že to doživel, pa tudi drugod je enako, so moški zelo redki. In zadnjič, ko smo imeli tamle, kako se to je, občni zbor bil to, ne, je bil prav izreden poziv, da naj ženske poskušajo privabiti več moških, a ne. In to je zanimivo, zakaj se moški tega nočejo udeleževati, ker je res perfektna stvar, ne. Jaz sem v tistih letih, ko bi seveda hitrej propadal, ne, če ne bi migal vsak dan, a ne. In to je ena disciplina v tem, je pa tudi zelo prijetno druženje, ne, jaz sem recimo sam. In ko pridem, pa takele prijetne dečke, vse naokoli, te kar malo dvigne, se dan začne čisto drugače, ne. Tako da jaz bom temu ostal zvest,
Če kakšen moški to priporoča, zgledujte se po meni, zelo je prijetno, zelo je tudi koristno, a ne, posnemajte. Gabriela, zaposlena v medgeneracijskem centru, je tokrat prvič izkoristila jutranjo vadbo. Meni je bilo zelo všeč, tako da mi je bilo malo žal, da nisem že kdaj prej poskusila, da mislim, da bom se zdaj kar vsake to kar malo pridružila gospem. V medgeneracijskem centru so veseli, da so odzivi njihovih uporabnikov na vadbo tako pozitivni. Zelo, zelo dobri. Moram reči, da jih je vedno več, tako da smo že kar okoli 15, mislim, da jih hod, pa kar tako redni so, tako da smo zelo veseli, da se je tako dobro parila tudi ta skupina.